Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Nadaljujemo s posebno serijo epizod o posledicah ruske invazije v Ukrajino. V prejšnjih epizodah smo preverili, kakšen je bil vpliv vojn in kriz na finančne trge, potem smo preverili tudi, kakšni so bili ukrepi za finančno stabilnost, pogledali pa smo tudi vpliv vojne na kriptotrg. Danes bomo pa preverili, kakšen je potencialni vpliv vojne na naše prihranke v skladih. O tem se bom pogovarjala z Blažem Hribarjem, ki je član uprave pokojninske družbe A, sicer tudi odličen analitik in poznavalec borzne zgodovine. Zdravo, Blaž. Lep pozdrav sem. Hvala za lepo uvod. Predlagam, da greva najprej na obvezniške trge. Rusija je prenehala splačevanje kuponov na določene izdaje državnih obveznic. Nihče v resnici ne ve, ali bodo imetniki ruskih obveznic videli ta denar in koliko. Na trg pa mimo grede vstopajo tudi skladi, ki jih mnogi imajo za mrhovinarje, tako imenovane distress debt investorji in pa hedge skladi, ki so prejšnji teden začeli kupovati ruske in ukrajinske obveznice. Te namreč kotirajo tudi 70 do 80% popustom glede na glavnico. In v tujih medijih beremo, da klirinške družbe ne omogočajo prenosa lastništva teh obveznic. Kaj se dogaja na trgu ruskih in ukrajinskih obveznic, Blaž? Spremljaš dogajanje? Spremljam, seveda, spremljam, tako kot mi vsi spremljamo tole rusko invazijo Ukrajine in posledice, ki jih je prinesla. Zdaj, kar se tiče obveznic, je podobno kot pač vse, kar je označeno kot rusko, predmet ogromnega diskonta v zadnjem času, ali se sploh ne da s tem trgovati, ali pa je ogromen diskont, ker ne veš, ali bo jutri ta zadeva še prodajljiva ali sploh ne. Kar se tiče državnih obveznic oziroma ruskih obveznic, tudi širše, recimo njihovih največjih družb državnih, Gazprom, Rosneft in podobno, kotacije so na mednarodnih trgih, zdaj kako bo prenos uspel je drugo, kotacije so izredno nizke, kot si sama rekla, 70 do 80% popust, To je možno samo, če neko podjetje v bistvu razglasi. Običajno je taka cena samo, ko neko podjetje že razglasi stečaj, bankrot, oziroma država napove, da ne bo poplačala obveznic. Torej tukaj se v bistvu pogovarjamo o ekstremnem res dogodku, ekstremnem nivoju šoka za obvezniške trge. Zdaj, kdo bo koliko poplačan? Tisti, ki zadnje dni to kupujejo, vseeno nekako računajo, špekulirajo, vejo, špekulirajo na to, da morda pa se bo enkrat v prihodnosti cel konflikt deeskaliral, torej malce umiril in bo možno iz tega kaj dobiti. Kot pa sedaj kaže, pa te obveznice, govorim predvsem o obveznicah ruske države, ruskih podjetij, ki so v dolarjih, denominirane v dolarjih ali evrih, po trenutni zakonodaji ruski, ki je bila čez vikend sprejeta, pač ne bo možno dobiti evrov ali dolarjev. To, kar so sprejeli, je, da boste lahko dobili ruske rublje namesto dolarjev in evrov. To velja tako za domače vlagatelje, torej za Ruse, ki imajo te ruske državne obveznice v evrih denominirane, in za tuje vlagatelje. Tuji vlagatelji bojo dobili ta denar na nek, recimo, fiduciarni račun pri ruski banki, in jih bo tam čakal, ko enkrat bo zadeva se umirila, če bojo tisti rubli še kaj vredni. Torej, tukaj v bistvu govorimo ne o tem, kaj bomo za to lahko dobili zdaj, ampak stavimo, če nekdo to kupi, stavi na to, da bo enkrat v prihodnje se zadeva umirila in da bo ta papir, ta obljuba nekaj vredna. Popolnoma jasno pa je, so že jasno povedali Rusi tudi sami, da nimajo nobenega namena plačevati teh evrskih in dolarskih obveznosti tujini, dokler veljajo sankcije za ruski finančni sektor in rusko državo. A ste morda tudi vi imeli v skladu kakšno tako obveznico? Eno imamo Gazpromovo obveznico, nimamo je veliko, pač skladno z tveganostjo in razpršitvijo, res precejšno razpršitvijo naših naložb, je to edina v bistvu ruska naložba, ki jo imamo in je zanemarljiva znotraj celotnega portfelja naših skladov. In kako ste zdaj vrednotili to naložbo v svojem portfelju kot nič vredno? Zaenkrat mi imamo mesečno vrednotenje, konec februarja smo jo vrednotili po kotacijah, ki so bile razvidne iz mednarodnega medbančnega trga, in enako bomo naredili konec
konec naslednjega meseca. Če se vmes kaj spremeni, ne, bomo pač resno razmislili o tem, koliko je to vredno. Nisem pa čist pristaš reči, da je to vredno nič, ne, ker lahko odprem Bloomberg terminal in mi nekdo ponuja 35% nominalne vrednosti. Torej, nekaj zaenkrat še je, predvsem je pa to stava na neko prihodnost, bolj umirjeno, bolj normalno, bolj razumsko prihodnost, bolj to kot pa karkoli. Tako da tukaj ostajam optimist, vseeno, da čez čas, ko se bo enkrat ta konflikt umiril, da bodo te v bistvu zelo močne mednarodne zaveze. Vi morate vedeti, da je ruska država je bila pred invazijo Ukrajine tako imenovan, je imela rating naložbenega razreda, torej je imela solidno boniteto, torej je bila označena s strani vseh mednarodnih finančnih inštitucij kot de facto varna država z vidika finančnega kreditnega tveganja njihovih obveznic. Podobno velja za njihove največje naftne plinske družbe. Dejansko te družbe imajo naftna polja, imajo plin. Torej govorimo o sankcijah, o tem govorimo. In ko bo prenehal razlog za sankcije, bo prenehal tudi razlog za te nizke cene teh finančnih inštrumentov. Se pravi, vse te bonitetne agencije so mogoče podcenjevale ta scenarij oziroma možnost, da bi prišlo do dejansko tega scenarija, ki se je potem odvil. Cel svet, bi jaz rekel, je podcenjeval verjetnost tega scenarija. Jaz odkrito priznam tudi. Ja. Vse smo se pogovarjali tudi s Timom Umbergerjem, ki je upravljalec v Moskvi, East Capital, tudi so nekako tega scenarija niso pričakovali. Na ruski strani, pa tudi na ukrajinski strani tega niso pričakovali. No, zgodilo se je. Kako pa je celotna situacija vplivala na druge obvezniške trge? Kaj se dogaja? Če greva malo širše, pa ne rečeva samo obvezniške, ampak na kapitalske trge, pač vpliv je v bistvu tak, kot bi človek na nek način logično pričakoval. Srž problema oziroma ta šok, ta bomba je odjeknila v Ukrajini. Torej najslabše je danes, če ste imeli naložbe v Ukrajino, drugo najslabše je, če ste jih imeli v Rusijo. In tretje pa potem, koliko se od tega odmikate stran od ukrajinsko-ruskih, naložb, tem, poslov in tako dalje. In temu ustrezno vidimo danes tudi pač vpliv na kapitalskih trgih. Če pogledamo recimo ruski rubelj, je izgubil 40%, polovico vrednosti že v teh dneh v primerjavi z evrom. To je polovica kupne moči je šla v 2 tednih skozi okno od ruskega prebivalstva, praktično. Tako da ogromen vpliv. Če pogledamo njihove obveznice, sva že rekla, če pogledamo njihove delnice, minus 80%. Skratka, to je de facto propad, finančen res propad države, ki se kaže v teh finančnih, indikatorjih resnosti krize za Rusijo. Če gremo potem naprej, vidimo Evropa je v minusu, DAX je močno v minusu, torej nemške delnice. Evropa je z Rusijo povezana, od njih kupujemo plin, nafto in jim prodajamo recimo avtomobile, luksuzne izdelke in drugo znanje. In tukaj je seveda močen vpliv in evropski delniški indeks temu ustrezno tudi recimo nekje 10% v minusu, 12% v minusu od pričetka invazije. Ni minus 80 kot ruske, je pa precej bolečih minus 10, minus 12 za lastnike, za nas lastnike delnic evropskih. Potem pa, če pogledamo ameriški delniški indeks, recimo S&P 500, je pa celo 2% v plusu v dolarjih, med 23. februarjem in preteklim petkom, recimo. In torej nakazuje na to, da poteza, ki so jo Američani potegnili, da ne bodo poslali svojih vojakov, da se NATO ne meša, da ne bo prepovedi letenja v Ukrajini, za katero bi oni skrbeli, se je odrazila v olajšanju na kapitalskih trgih in v višjih vrednostih, kot pa jih imamo v Evropi, kot pa jih imajo seveda v Ukrajini in Rusiji. Tako da v bistvu bolj, ko si odmaknen od same vojne v dobesednem in posrednem smislu, bolje si jo odnesel v zadnjih 2-3 tednih. Kaj pa Kitajska? Kitajska ni zaenkrat, ima druge težave in se to ne odraža omembe vredno na njihovih indeksih.
Zdaj, veliko ljudi, ki se že omenjal Evropo, veliko ljudi je v bistvu v začetku leta nekako stavilo na evropske delnice, bile so Drži. bolj privlačno vrednotene recimo od ameriških. Kako pa recimo danes gledaš na evropske delnice? S poudarkom seveda na Nemčiji. V bistvu, če bom rekel tako, odvisen o čem se pogovarjamo. Ne. Vrednotenje ni z danes na jutri, ampak je gledano čez cikl, čez čas. Ne. Obrestne mere vplivajo tudi čez čas. Ne. Tako da vse te teme v bistvu so še vedno z nami, samo zaenkrat bi rekel, da so dane na zamrznjene v času zaradi šoka, ki ga je povzročila rusko-ukrajinska vojna. Torej, prenizke obrestne mere, previsoko vrednotenje, pregrevanje gospodarstva, to vse je še v bistvu vedno z nami, samo zdaj je nekako, bom rekel, preplavljeno z informacijami, z temo o Ukrajini, o Rusiji in v bistvu čaka, da se ta vroča tema, torej vojna, razplete do konca. Ko bo enkrat te vojne, bom rekel, konec v finančnem smislu, da se finančni trgi ne ukvarjajo več z njo, bomo zopet se pogovarjali o nivojih obrestnih mer, pregrevanju, visoki inflaciji, visokem vrednotenju tehnološkega sektorja, kripto sceni in psihologiji vlagateljev. Ne. Zaenkrat pa o tem nima smisla diskutirati. Ampak samo to, da vemo, ne, te teme so vse še vedno kako žive in z nami. Inflacija je še vedno visoka, morda verjetno bo še višja zaradi Ukrajine. Vrednotenja v Ameriki, sem ravno kar povedal, se niso znižala, ne, so se kvečemu ohranila, nivo obrestnih mer se je rahlo povišal, znižal se ni, centralne banke bojo še vedno grejo po poti višanja, malce počasneje. Torej, v bistvu je ukrajinsko-ruska vojna nekako zameglila ključne probleme finančnega sektorja, saj za nekaj časa, dokler je v tako akutni, tako šokantni fazi. Ko se bojo zadeve umirile ali torej ne dodatno eskalirale, ne, pa pričakujem, da bojo te teme zopet prišle na plan. Zdaj, ko omenjaš inflacijo, tej debati se je zdaj pridružila tudi stagnacija, govorimo o stagflaciji, ki pomeni povišana inflacija in pa nekako upadanje gospodarske aktivnosti. Tudi Svetovna banka je popravila svoje napovedi. Torej, kaj, na mizi imamo zdaj stagflacijo? Na mizi imamo zdaj stagflacijo, če govorimo o Evropi, če govorimo o Ameriki, govorimo o minimalnem zmanjšanju visoke gospodarske rasti. Če govorimo o Rusiji, govorimo o depresiji, ki ni para v njeni zgodovini. Tako da odvisno, čem se pogovarjava. Ko pa govorimo o stagflaciji, pa jaz ne bi nujno rekel, da je ta scenarij predvideva nadaljevanje konflikta, kot ga vidimo danes. Torej, nadaljno trenje med Evropo in Rusijo, nadaljne sankcije, nadaljno bojevanje na ekonomskem, gospodarskem, političnem področju, ne nujno pa na vojaškem med Evropo in Rusijo. Ne. In tak scenarij, če ga peljemo naprej več mesecev, upam, da ne več let, potem je to stagflacija. Drag plin, draga elektrika, draga nafta, draga pšenica in recesija. Ne. Jaz se nekako probam razmišljati zmerno optimistično, torej v smeri, da čez čas se bo vroča glava, vroča kri umirila in bo prišlo do nekega umiritve. No. Kako, kdaj, ne me vprašati, ne vem, ampak držim pesti za ta scenarij. In v primeru tega scenarija ne, potem lahko hitro zopet gremo na tiste stare teme, na tiste na stare trende. Ne. Torej, bi lahko hitro govorili o tem, da stagflacijo zamenja samo inflacija. Inflacija bo takrat, bo ob konfliktu in bo po konfliktu. Samo vprašanje je, kdaj bo kaj se spremenilo. Se pa zadnje dni, zadnje tedne ekstremno hitro svet spreminja, tako da jaz ne bi zdaj govoril, v naslednjem letu, 2 bomo imeli stagflacijo. Kdo pa ve, kaj bo naslednja poteza ruske vojske ali koga drugega konec koncev. Omenil si zdaj recesijo, kolikšna verjetnost je pa, da pride do recesije? Kje? V Rusiji je to dejstvo globoka recesija. Ja. Ukrajina nima gospodarske aktivnosti praktično te dni. Evropa riskira recesijo za vsem, kar se dogaja. Ne? S tem, da nimaš plina, s tem, da nimaš nafte, s tem, da nimaš pšenice, s tem, da nimaš elektrike praktično, pa imaš tako drago, da je de facto nimaš. Ne? S tem seveda vse to krni gospodarsko aktivnost. Ne? In s tem riskiraš, da bo prišlo do recesije. Torej, če nadaljujemo po tej poti, ne, lahko računamo na neko
statistično gledano recesijo in visoko inflacijo, torej stagflacijo. A je to pričakovan scenarij za naslednjih nekaj let? Ne, jaz mislim, da ne. No. Torej, vseeno pričakujem, še enkrat, sem optimist, da rusko-ukrajinska vojna ne bo prerasla meja Ukrajine in da to ne bo preraslo v vojno med NATO in Rusijo. V tem primeru pričakujem, da bo prej ali slej prišlo do deeskalacije in z vidika finančnih trgov postopne usmeritve pozornosti tudi kam drugam, ne v Ukrajini. Zdaj, Moskovska borza je zaprta vse od 24. februarja, torej od začetka vsega skupaj. Ne? Zdi se mi, da se nekako nas to vse spomne ali pa nekako opozori na to, nas vse vlagatelje, male, velike, kako pomembna je likvidnost trga in kako pomembna je v bistvu tudi sama razpršitev. Drži. Ampak razpršitev je tista ključna, no, ki je neka obramba pred šoki, ki enostavno niso predvidljivi. Ali je to COVID, ki je bil pandemija, ki se je zgodila kot taka enkrat na 100 let, ne, na zadnje 1918, ali je to zdaj invazija Rusije v Evropo, ne, kar se je zgodilo na zadnje, ne vem, v 40 letih prejšnjega stoletja, ne, torej, ne vem, 80 let nazaj. Ne. Torej, govorimo o dogodkih, ki jih pričakujemo mogoče, ali pa ki jih skozi zgodovino vidimo enkrat na 100 let. Ne. In jih ni videl noben praktično živeč, ali pa tisti, ki hodimo v službo, tega nismo doživeli sploh na svoji koži. O omembe vredni pandemiji se lahko pogovarjam s svojo prababico, staro 91 let, ali pa o drugi svetovni vojni se tudi lahko večjemu z njo pogovarjam. In to so res ekstremni dogodki. No, tako da. Kaj pa to pomeni, zdaj, ko je borza zaprta, ali jo bodo sploh odprli? In če jo bodo, ali bodo zahodni investitorji lahko še naprej lastniki ruskih vrednostnih papirjev? No, trenutno je tako, da ne morete kupiti, ne v Londonu, ne v Moskvi, in nihče vam ne zna povedati, kdaj boste lahko kupil kakšno rusko delnico ali pa prodal konec koncev rusko delnico. Trenutno je v bistvu tako vzdušje, ne, kot ga sami spremljamo, ne samo, da so sankcije uvedene, torej da Rusi ne morejo de facto nič, ne, na finančnem področju. Ne samo, da je prepovedano kupovati, ali pa da smo prostovoljno prepovedali, ali pa se nastrojili proti ruskim izdelkom, kot so, ne vem, vodka, recimo, ali pa kaj drugega. Torej, to je vse umaknjeno iz trgovin, nihče tega ne kupuje, zdaj celo ne bi kupovali nafte, ne, ki jo krvavo rabimo, med drugim, za normalno delovanje naših gospodarstv. In še dlje, ne, podjetja zahodna so sama prostovoljno se umikajo iz ruskega trga. Torej, ne samo, da ne kupujemo ruskih izdelkov, Rusom tudi ne prodajamo naših izdelkov. Tega jaz še nisem doživel v svoji karieri oziroma v svojem življenju. Ne. Običajno nočeš pomagati mu, da mu plačaš za nekaj, kar ima. Ne. Če pa on te plača, je pa v redu. Ne. Recimo, ne, za Mercedesa od Nemcev. Ne. Avtomobilov enostavno Mercedesa ne morete kupiti trenutno v Rusiji. Ne. To se mi zdi fascinantno. IKEA je rekla, da bo zaprla vse svoje trgovine. Skratka, vsa zahodna podjetja so se umaknila iz Rusije, ne. In res ekstremen dogodek. No, tako da na osnovi tega reči, da bom lahko kupil ruske delnice, ne bi jaz preveč stavil, da prav kmalu. Torej, ko se bo ta vojna zaključila in zadeve deeskalirale in normalizirale, to pa še nekaj časa ne bo. Tudi če se umiri hitro sama vojaška aktivnost na terenu, sankcije bojo ostale dokler še kar nekaj časa. A se lahko močkaj dotakneva, kako je ta invazija vplivala na naše sklade? Preverila sem situacijo in sicer te sklade, ki imajo več kot 60% izpostavljenost do ruskega trga, gre predvsem za sklade za investicijami v vzhodni Evropi in pa na evropskih trgih v razvoju. Vrednost enote premoženja teh skladov se je samo v februarju prepolovila, marsikateri sklad je celo zaustavil izplačila, nekateri pa niso niti obračunali točke v marcu. A lahko mogoče poveš, kako se v teh primerih sploh računa vrednost enote premoženja? Mogoče ne zdaj, če imaš problem povedati, kako je v konkretno tem primeru, ampak zagotovo si že imel kdaj situacijo, ko je pač bilo neko podjetje propadlo in ste imeli to podjetje v portfelju. Kako ste potem zračunali vrednost? Najbolj enostaven odgovor je, vprašaš se,
koliko lahko za to danes dobim. Torej, to prodam, kaj mi je nekdo pripravljen za to plačati. Ne. In če ne moreš prodati, ne, potem imaš samo dva odgovora. Enkrat mi bo nekdo nekaj za to dal, torej nekaj malega, mogoče je vredno. Jaz bi pa bil bolj konzervativen v tem primeru, pa bi enostavno rekel, to ni vredno nič, ker danes na ta dan, mi nihče nič ne plača za to. To zna biti kar majčken problem za vlagatelje, ki so investirali v vse te sklade s 60% izpostavljenost ruskega trga. Dajmo reči drugače, kdorkoli je kupoval ruske delnice, ne, te delnice so danes vredne nič, ker jih ne moreš prodati. Ja. No, marsikateri mali vlagatelj se mogoče niti ne zaveda, kolikšen odstotek ruskih naložb je v portfeljih skladov, ker so investirali, ne? To težko komentiram. Mislim, to odvisno, kam ste vložili. Ne? Kar si ti omenila, so bili usmerjeni skladi v vzhodno Evropo. V vzhodni Evropi daleč največje družbe so ruske družbe, naftne, plinske in rudarske družbe, ne? In banke. In seveda so imele visoko utež v teh skladih, ampak te skladi že samo ime, ne, naj bi povedalo, kam vlagajo. Ne. Vsi te skladi imajo predstavitve, imajo obvezne prospekte, imajo obvezne predstavitve vlagateljem, kratke in jasne, in iz teh stvari bi moralo biti vidno, kakšen delež je rusko-ukrajinskih naložb v njih. Seveda jaz bi tukaj samo rekel, da pač slovenski, ameriški, angleški, kjerikoli vlagatelji v lastniki ruskih delnic pač delijo usodo z vsemi ostalimi lastniki ruskih delnic. To pa danes pomeni, da so izgubili de facto vse. Morda čez nekaj časa bo to zopet nekaj vredno, ampak danes ne, je žal vredno nič. Torej ne morete tega zamenjati za 10 evrov. Nažalost ne. No, vse to je tudi to tveganje investiranja v delniške naložbe, pač se je treba zavedati tudi teh tveganj, da lahko pride do take situacije. Res, da je ekstremna situacija, to je res, ne, ampak lahko pride tudi do takih upadov, tudi 90% upad. Je lahko, seveda, lejte, ampak več, ko greš gledati zgodovino, ne, padcev delniških trgov, ne, ugotoviš, da v bistvu vojna kot taka umakne likvidnost, če pa ni res uničujoča, ne, kot je bila na Japonskem ali pa v Nemčiji, druga svetovna vojna, ko so zbombardirali in pobili de facto vse, ki so, torej inženirje, vse, ki so nekaj vedeli o tem, in uničili cele tovarne, torej vso infrastrukturo, fizično in tisto znanje, potem nekaj ostane in na tem pogorišču nekaj novega zraste ali pa se samo nazaj zažene. In potem, recimo, tudi če bi danes, recimo, Krka, ki ima tovarno v Rusiji, rekla, vredna je nič, ne, če ne bo zbombardirana ta tovarna, če vsi, ki so tam zaposleni, ne bojo preminuli, potem nekega dne, ko bo konec vojne, ko se zadeve umirijo, bo zopet ta tovarna zagnana in bo zopet delala. Ne? Torej bo takrat ta vrednost te tovarne zopet narasla. Ampak danes, ne, je pa zelo malo vredna. To pa drugače ne gre. Ne? Če me vprašaš, kakšna je vrednost konec tega meseca ali pa danes. Ne vem, če si morda opazil, vodilni svetovni ponudnik referenčnih naložbenih indeksov MSCI bo z 9. marcem izločil Rusijo iz glavnih delniških indeksov na trgih v razvoju, še naprej pa bo izračunaval samostojni indeks ruskih delnic MSCI Russia. Kaj to v bistvu pomeni za sklade in kako se bodo portfelji skladov, ne vem, prilagodili ali pa preoblikovali? Ja, Rusijo bojo umaknili iz svojih portfeljev. Ne? Zakaj ti indeksi? Zato, ker so referenčni indeksi za številne vzajemne sklade, ne? Za številne produkte v zahodnem finančnem svetu, in iz vseh teh indeksov bo Rusija avtomatsko umaknjena. To pa pomeni, da bojo vsi upravljalci teh vzajemnih skladov, ki imajo za referenčni indeks ta indeks, ne, odprodali Rusijo oziroma dobili zeleno luč, da Rusijo odprodajo mirne vesti. In tudi, če potem bi se nekako prišlo do preporoda Rusije, oni pač tega nimajo v indeksu in torej niso več zavezani investirati v Rusijo. S tem v bistvu vršiš pritisk na prodajo ruskih naložb. Kako se bo pa redefiniralo investiranje v trge v razvoju? Imamo kar nekaj žarišč tudi na Kitajskem, se kar precej dogaja, in kako v bistvu dolgoročno gledaš na te trge?
kot riskantne, tako kot sem vedno, če si iskreno, mi smo vedno na njih gledali kot na riskantne, mi praktično nimamo naložb na trgih v razvoju. Namenoma smo se tukaj odločili z vidika varnosti in donosa in tveganja, ki se nam enostavno to razmerje ni zdelo tako všečno kot pa drugje po svetu. Razlog je enostavno v tem, da so te trgi, ko pomisliš na 10, 20, 30, 40, 50 let, nepredvidljivi. Rusija je zdaj pač primer, ali pa Ukrajina, kako zelo nepredvidljivi so. In v tem primeru za pokojninski sklad vložiti svoje pokojninske prihranke v kitajske delnice, v ruske delnice, vsaj v pretežni meri se enostavno nam zdi pretvegano, zato se tega pač izogibamo. Smo bolj konzervativno usmerjeni vlagatelji, naši vlagatelji ne marajo izgub tveganja, želijo dodatno pokojnino ob svoji starosti in temu ustrezno pač je vsa naša naložbena filozofija oziroma usmeritev, strategija prilagojena. Tako da, kako se bo to spremenilo? Višji nivo tveganja bojo te trgi pač jasno so ga pokazali, temu ustrezno bojo v prihodnosti tudi drugače vrednoteni, torej nižje vrednoteni. Težje bo razlagati, da Kitajska ni tvegana kot naložbena destinacija, težje bo razlagati, da Brazilija ni tvegana, Indija in tako dalje. Tako da jaz mislim, da se bo zavedanje, da so te trgi fundamentalno tvegani na nek daljši rok, bolj razširilo in bo temu ustrezno pač bolj ovrednoteno oziroma bolj jasno ovrednoteno v finančnih inštrumentih. No, če pa pogledava malce zgodovino, pa vidiva, da je v bistvu so bili trgi razvoju v zadnjih 20 letih, so bili kar zelo uspešni, za izjemo pač zadnjih nekaj let. Po letu 2000 po poku dotcom balona so pa v bistvu bile underperformale, so tehnološke delnice v bistvu, tako da imamo vedno to izmenjavanje nekako za trge v razvoju, razvite trge, konstantno izmenjavanje. Zdaj pa ne vem, kako bo v prihodnosti. Ja, zdaj gremo bolj v smer, da niso ravno med popularnimi naložbami. Trgi v razvoju so neka taka geopolitična, bi jaz rekel, naložbena tema. Ali se trgi v razvoju hitreje razvijajo, torej lovijo razviti zahodni svet, ali ne. In ta lovljenje, ta postopek je vedno bolj nekako linearen, zvezan z zmernim naklonom. Medtem ko gre nekaj narobe, gre pa hudo in fejst in hiter narobe. In bom rekel, ta šok, da bo nekaj šlo narobe, ali pa to verjetnost, da bo nekaj šlo zelo narobe, takrat, ko že 5 let, 10 let se trgi v razvoju lepo razvijajo, imajo višje gospodarske rasti, takrat to z veseljem ignoriramo in v bistvu bolj nekako prevladuje logika kratkoročnega investiranja za naslednje pol leta, za naslednje leto. Ampak, če sem čisto iskren, na dolgi rok ob vseh tveganjih, ki jih nudijo te trgi, prilagojeno za tveganje, sumim, da so bili dobra naložba. Lahko Turčijo recimo pogledamo. Vedno trg v razvoju, vedno tik pred tem, da bo naslednja najboljša naložbena destinacija, pa vedno znova zabredejo v neke politične težave, vojaške udare, geopolitične spore s sosedami in tako naprej. Tako da to so tvegane naložbe. Politično tvegane države so to. Kitajska, Turčija, Rusija, Brazilija. In z tega naslova nepredvidljive, to ni za zanemarjati. Še eno vprašanje imam, pa me prav zanima tvoje mnenje. In sicer nekje sem prebrala v nekem tujem mediju, da ima Putin ob pocenitvi rublja škarje in platno v rokah za poceni nacionalizacijo ruskih gigantov, kot so Gazprom, Lukoil, Sberbank in tako dalje. Kakšno je tvoje mnenje o tem? A je možen ta scenarij? Mislim, družbe, ki si jih omenila, so pod direktnim nadzorom gospoda Putina. To so njegove družbe. Kakorkoli, mogoče je kakšen gospod sedi pač tam v upravi ali pa v upravnem odboru, na koncu vsi vejo, komu imajo za odgovarjati. Tako da v Rusiji pač je gospod Putin že sedaj vsemogočni vodja, bom tako temu rekel. Torej, tudi če ni on uradno napisan kot lastnik ali pa direktor, ko on kaj omeni, se ga upošteva, ker v nasprotnem primeru
vsi vemo, kako je. Ne. Ja, ampak še vedno te družbe kotirajo, delnice kotirajo na borzi. Ja. Ni tako, da bi zdaj, nacionalizacija, to pač pomeni, da da podržavi se družba, ne. Manjši delež, ki je zdaj kotiral na borzi in smo ga lahko kupili tudi druge. Ja. Ja, mislim, de facto je to že narejeno, no, tako bom rekel. No. S tem, ko ne kotira, s tem je zdaj stanje zamrznjeno. Ne predstavljam si zdaj nekoga iz Slovenije, da bo šel na skupščino Gazproma uveljavljati pravice iz svojih delnic. Ne. Torej, tisti, ki bo tam, bo gospod Putin in nihče drug. In, torej, zdaj, a govoriva o tem, da to izpelješ formalno, ali pa govoriva o de facto stanju, ne, de facto je to že vse. Še zadnje vprašanje, nasvet za malega vlagatelja, kako naj se obnaša v tako nepredvidljivem okolju, marsikoga je zdaj precej strah za svoje naložbe. Ja, strah je prevladujoč zadnje dni. Jaz bi rekel, probajmo ohraniti mirno kri, govorim z naložbenega finančnega vidika, probajmo ohraniti mirno kri, držimo pesti za miren razplet rusko-ukrajinske krize, vojne in vrnitev v neko normalno. No, to bi bilo najbolj zaželeno, najbolj super za vse naložbe, seveda pa. A še vedno ostanejo v pozicijah, kjer so? Ja, jaz ne bi paničnih potez vlekel zdaj na osnovi tega, v današnjem dnevu. Je pa seveda popolnoma odvisno od tega, kakšne so vaše predvidevanja, kako bo ta konflikt naprej potekal. Ne. Moje predvidevanje, kot sem rekel, je, da bo konflikt omejen na ukrajinsko ozemlje, da se bo verjetno razpotegnil, ampak da ne bo šel v evropske svetovne razsežnosti. Ne. Torej, v tem primeru menim, da naložbe, tudi evropske delnice, od tu naprej ne bojo drastično upadale iz tega naslova, da pa verjetno bojo zelo volatilne. Torej, bi rekel, ne vem, držimo jih, počakajmo, zdržimo, da se stvari umirijo. Ko se bojo umirile, bomo videli, kakšna je ta prava cena teh naložb. Kar se tiče pa špekulacij v zvezi s tem, pa bi jih tudi odsvetoval, čisto iskreno. Okay. Najlepša hvala, Blaž, za zanimivo debato. Upam, da se bo vse to, kar si rekel, uresničilo čim prej, sploh ta konflikt Rusija-Ukrajina, da bo čim prej se zaključil. Tako da iskrena hvala, da si delil z nami svoje mnenje in pa pogled na kapitalske trge. Hvala, z veseljem. Hvala za povabilo. Hvala vsem poslušalcem in gledalcem na YouTubu. Kot rečeno, z vami smo v dobrem in slabem. Vesela bom, če delite vsebino naprej. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!